Dober večer. Lepo vas je videti v takem številu, da ste se odtegnili kuhančku, ki ga ne morete dobiti zdaj v centru mesta, ampak ste prišli sem na duhovno obogatitev in prejetje duhovnih daril, kot se za december spodobi. Danes bo z nami Tomaž Gorkič, scenarist in režiser, vsaj tako ga verjetno večina od vas pozna, sicer tudi nekdanji glasbenik, ampak med drugim pa tudi že dolgoletni ljubitelj stripa, predvsem stripa 2000 AD, o katerem bomo govorili danes. Nekaj o njem ste verjetno že slišali, in pa Tomaž seveda brez skrbi, če tudi mogoče ni prav veliko publike, sem eno od vprašanj že prejela vnaprej, kar prek Facebooka. Ampak seveda verjamem, da se mogoče tudi med vami kaj porodi, tako da le počakajte na vprašanja ob koncu, zato da jih bomo lahko preko mikrofona poslali tudi do kamere. Danes torej govor o 2000 AD in vabim, da pozdravimo Tomaža Gorkiča. Hvala. Dobro večer, sem Tomaž Gorkič, kakor je gospodična Pija povedala. Vam bom danes malo povedal o temu čudežnem pojavu, ki se mu reče 2000 AD in kaj to vse skupaj se sabo potegne in v bistvu kako to sploh vse skupaj nastalo. Mogoče bom imel malo daljši uvod, ker se mi zdi da so to neke stvari, ki se navezujejo na neka določena zgodovinske pojave, ki so pripeljali do tega. Zdaj, če vi v temu 2000 AD ne veste nič hudega, se bom jaz potrudil, da boste danes kaj izvedeli. Če pa veste, pa že to boljš, boste lahko še tudi kaj povedali, kar jaz ne bom. Tako da, jaz bom začel kar na začetku, se pravi, začel bom pa seveda z eno stvarjo, ki je za moje pojme zelo spremenila pogled piscev znanstvene fantastike in kako to vse skupaj izgleda. To je seveda atomska bomba, ki je prinesla v človeštvo neke nove poglede, dobili smo nove oblike destrukcije, dobili smo nove posledice in seveda, ker ena ni bila dosti, bo treba dve. In te dve atomske bombe sta za sabo pustile veliko razdejanje. Se pravi, tako veliko razdejanje, ki ga prej nekako človeštvo ni poznalo. In se pravi, tudi neke posledice, ki so na primer povezane z besedami kot je radiacija, mutacija. In to so na primer stvari, ki so v znanstveni fantastiki takrat se zelo razplantele in prihajale do novih odkritij in novih seveda zgodb. Zdaj pa te stvari, se pravi atomska bomba in vse to je tudi prineslo rečemo temu prvo postnuklearno raso, ki se na primer Japonci. Tukaj na primer vidimo enega fantka, ki nosi tega svojega mrtvega otroka, ki je bil tudi, ta slika je bila tudi zelo izhodiščna točka za eno zelo dobro mango, ki se reče Barefoot Gen, ki je nastala leta 1983. Zdaj pa z vsem tem, s temi atomskimi bombami in vsemi temi stvarmi je seveda nastala tudi hladna vojna. In ta hladna vojna je seveda povzrokovala to, ker je bilo treba to atomsko bombo vršiti iz rečemo bolj varnega zavetja, kot da se ti z avionom peleš tja, pa vržeš van unga, ampak da je lahko z eno raketo pošleš. In to je rodilo tudi ogromno nekih filmov v teh 50 letih, ki so se dogajali. To so bile neka nova zvrst nekih teh filmov, ki so zmeri bili, recimo temu zdaj ker so to ameriški filmi, bolj ali manj več ali manj, oziroma mi jih poznamo, ne poznamo rečemo teh drugih stvari, so zmeri bili neki strašni napadalci iz vesolja, ki so imeli neke super moči, neke nove te tehnološke dosežki. In vsi ti novi tehnološki dosežki, saj jaz si jih tako razlagam, so seveda prišli s temi atomskimi bombami, se pravi z neko novo tehnologijo. Tukaj vidimo ene par teh filmov, ki so posegali v ta strah pred tem neznanim in se pravi v bistvu strah pred komunizmom, če temu tako rečem, oziroma drugim blokom, ki ni bil kapitalističen. Seveda pa vidimo, da počasi so začeli oni tudi sanjati o Luni, ker so seveda te neke rakete se začele dogajati in vse to in to je prišlo do tega, da so začeli razmišljati o tem, da bo človek šel v vesolje in tudi je zelo hitro malo šel. In seveda so tukaj prišli roboti, razne vesoljske ladje, nove destinacije, Mars, ki seveda ga bomo zdaj tudi v kratkem tudi osvojili. Luna mogoče ni več tako zanimiva, ampak po 50-ih je definitivno bila. In tako, ker na primer vidimo to, te plakate lepe, prečudovite, so v bistvu začeli obstajati tudi propagandni plakati. Seveda so bili te plakati tudi že prej, ampak so tukaj prihajali v nekih drugih oblikah. Se pravi, da so prihajali v obliki
nekega zla. In v bistvu, če tako pogledamo, kako naprimer tale kitajski prelep plakat kaže pač tega zlobnega Američana, ki meče atomske bombe in kole njihove otroke, v bistvu tako malo stripovski, ne? V bistvu tako malo zgleda, kaj da bi se pač strip narisal. V bistvu v 50-ih letih so se stripi risali na tak način, ne? Niso bili zdaj to neki visokotehnološki dosežki, kot naprimer lahko danes, ki se kombinira z računalnikom in bog še s čem. In smo dobili tudi nove heroje, da temu tako rečem. Naprimer, pač takrat v drugi svetovni vojni so pač bili naciji nadljudje in so v bistvu podelali propagande, da so pač oni nadljudje, čeprav glede na to, kako so dosegali to svojo nadčloveškost, je pač zdaj druga stvar. Potem smo porabili heroje, ne? In smo v bistvu rabili heroje, se pravi neke ljudi, ki nimajo teh nekih nadsposobnosti za tega, ker pač pripadajo neki naciji, ampak zato enostavno, ker so heroji. Je bil tudi v bistvu to odličen čas za superheroje, ne? In ti superheroji so več ali manj v bistvu nastajali z nekimi tehnološkimi pripomočki, ne? Še en pač prelep plakat, mogoče bi ostale zelene možiče, lahko spominjam na kakšnega današnjega politika, ampak dobro, radi pustimo to. In ko je seveda sledila ta herojska pot v vesolje, so seveda bili tudi te plakati čedalje bolj herojski, ne? Tudi so uprizarjali te politične, kako bi rekel, pač, imamo izmakali, se pravi, politične želje, da pač mi smo boljši kot vi, kogarkoli. V glavnem, takole, druge perspektive, herojska telesa, tehnologija, rakete, znanstvena fantastika. Mislim, morate računati, da je to seveda vse narejeno v 50-ih letih, ne? In da je to pač 70 let nazaj, da je bila pač tehnika risanja, ki seveda pač se ne navezuje na slikarstvo, malo drugačna, ne? Ampak seveda so tukaj začeli že odkrivati te spodnje rekurse, z katerih pač izgleda človeško telo bolj herojsko, ne? Tudi v temu propagandnem plakatu, ne? Zdaj seveda pač plakati so bili z različnimi sporočili, z različnimi dosežki, ne? Naprimer, ta je zelo zgovoren, kako se pač dojemata medsebojna človeškost, kako ljudje pač imamo radi en drugega in kako se delujemo skupaj in skupaj zmoremo, ne? Pač karkoli že to je. Zdaj pa smo prišli počasi malo na naše tla. Se pravi, prišli smo pač na tla Jugoslavije. Moramo se zavedati tega, da pač Slovenija je bila včasih del Jugoslavije in mi tega pač ne moramo. In da se delamo, da tega ni bilo, je to pač nesmiselno. In zdaj vam tukaj kažem en tipičen jugoslovanski strip, ki se mu reče Mirko in Slavko, ki je začel izhajati leta 58, ker je v bistvu dosti zgodaj, ne? In ta strip je izhajal, mislim, da več kot 20 let. Naredil sem, ne vem, več kot 800 številk in to vam govorim pa zato, da so v bistvu ljudje na tem območju, kjer mi danes živimo, ker seveda so se te stripe prodali tudi pri nas, bili vajeni stripa, da so začeli dojemati ta medij in da so ga znali sprejemati in da so vedeli, kaj in kako se temu sploh služi. Ampak seveda, ne, Mirko in Slavko sta bila tudi neke vrste superheroja, ne, ker to vidite, da sta bila dva mulčka, ne, ki sta pač pobila več Nemcev, kot jih je po mojem sploh takrat bilo zares na svetu, ne. In tukaj tudi izhaja ta najbolj znan stavek, ne, ki reče Slavko, Mirko, pazi metak, ne, pa se Slavko umakne pa reče, hvala, spasil si mi život, ne. In tega sta bila tako popularna, da v bistvu so leta 73 film o njima posneli, ne. In to je v bistvu dosti zanimiva informacija, saj zame osebno, da v bistvu so tudi v tej neki Jugoslaviji, kjer pač so ljudi trpinčili, pošiljali na gole otok, ali ne vem, kaj se še vse pač pravi, da se je dogajalo, so bili pa sposobni dojeti tega, da na primer je neka stvar tako komercialno uspešna, pa za ljudi toliko zanimiva, da lahko na primer o njih film posnamejo. Na primer, v 30 letih Slovenije, ne vem, če se to že zgodilo, upam, da se gledali mogoče po. Ok, se pravi, poznali smo stripe, vedeli smo, kako strip funkcionira in pač naša oblast takratna se je odločila, da lahko pač Jugoslovani berejo stripe in da v bistvu oni rabijo stripe in da treba teh stripov več dati. In pač niso jih mogli sami tudi proizvesti, ne? In je bilo treba pač stripe uvažati, valjda kot druge, kot iz kapitalizma. In valjda, na primer, za neke stripe ala Captain America pač v Jugoslaviji ni bilo prostora, ne? In so pač prišli malo drugačni stripi. So prišli stripi iz Anglije. Seveda pač Angleži so bili za nas veliko bolj kolegi, ne? V bistvu smo bili skupaj pred Nemcem takrat v drugi svetovni vojni, oni so bili naši zavezniki,
pa boljši so bili. Ne? In naprimer tukaj vidimo Plavi vestnik oziroma Superstrip biblioteka, ki je pol kasneje, čez leta seveda, jo je predvsem prevzel čisto Alan Ford in je v bistvu to pač bil samo še Alan Ford. Predtem seveda so pa izhajali takle stripi, kakor jih naprimer tukaj vidimo, kakor sem reči Čelična panđa oziroma Louis Crandall, in to so bili neki taki precej velik šunt, znanstveno fantastičen. On je bil v bistvu po neki nesreči, se pravi spet po nekem tehnološkem posegu v njegovo telo, je postal pač ta nek superheroj in z dotikom z elektrike je ratal neviden in razne supermoči dobil in se je tudi njegova zgodba se je čez vsa ta leta izdajanja precej razvila. Ne. Drug, ki je bil pa ta pavk ali oziroma spider, ki je bil pa nekaj, mislim, ko vidite že tudi pač, lahko tudi malo povečam, neka taka čudna spodoba, ne, imel je te špičaste ušesa, imel je nek tak kostum, letel je, pa v bistvu bil napuč lovk, ni se vedel, kva je, bil je tehnološko v bistvu spet ful sposoben, imel je te neke tehnološke pripomočke, ali koliko vsi te Batmani, Spider-Man in ostali, da je lahko izvajal to, kar je izvajal. In seveda ta pavk je bil takoj kriminalec. Ne? In seveda, ker je bil pač kriminalec, se mogoče nekaj ni dober obnesel pri publiki in se ga pač mogli pa nekako spraviti, da bo bil on dober. Tukaj imamo pa še originalne angleške naslovnice, kakor vidite, so bili v bistvu pač čisto enake kakor jugoslovanske, se pravi, da v bistvu Jugoslovani so direktno skopirali komplet vse, pač kupili so, ne vem, očitno pravice, verjetno so to predvidevam, ne? In so naredili pa samo zamenjali besede, prevedali in that's it, stil klop. Zdaj pa, ker je najbolj zanimiv, ne, pri temu pavku, zakaj te dva vam podajam, zato ker to so v bistvu nekako prvi neki ti evropski superheroji, ampak dejansko niso superheroji v takem smislu, kakor jih naprimer poznamo danes, se pravi te neki supermeni, neki tako, ampak so bili malo bolj človeški. Malo bolj so bili pri temu in iz tega je v bistvu začel nahajati, s tem bi lahko rekel, da se je takrat Evropa odzvala v bistvu na prvi val teh ameriških superherojev, ne, in so si v bistvu zamislili svoje. Kar je pa zelo zanimivo, ne, naprimer v temu Spiderju vidite, da je tudi že risba malo bolj napredovala, od tistega, naprimer, ko smo prej videli, da so pač tudi malo bolj finese se dosegli, da so bile pač tudi kadrirane in seveda znanstvena fantastika, fantastični, se pravi, nastopajo zmaji, kače leteče, you name it, šunt, ta prav. Tega Spiderja, ne, je pa pisal ta gospod. Zdaj ne vem, če veste, kdo to je, ampak to je Jerry Siegel, če vam to kaj pove, to je v bistvu človek, ki si je zmislil Supermana. Sedaj, če ga takole malo bolj pogledate, v bistvu je kar podobno temu Clark Kentu, takrat, kadar ne bi bil on novinara, ne. In on je v tretji epizodi naprej pisal scenarij za tega Spiderja. In tukaj se zelo dobro pozna in se tudi vidi, kako je naprimer ta neka forma scenarističnega superherojstva prišla v to. Evo, tukaj še naprimer pač eden primer Spiderja. To je pa revija, v kateri je to vse skupaj izhajalo. Mislim, zelo, kaj tale je že malo kasnejša, pač letnik 76. Zdaj, zakaj? Zato, ker meni se naprimer zdi, da ta revija Vulkan, ne, je angleška revija, ki je bila narejena na tak princip, ki se tudi naprimer po Jugoslaviji zelo radi skopirali. Pri nas je pač bila to Panorama, Zvitorepec, se pravi, Zvitorepec, revijo, ne Junaka, kjer so se pač te stripi tudi objavljali. In to je za moje pojme pač nek ded tega 2000 AD-ja, zato ker 2000 AD je potem kasneje tudi pobral te dva Junaka, naprimer, ki jih tukaj vidimo. Ampak še nismo po njem, še malo. To je pa seveda naš Louis Crandall ali Jeklena pest ali Čelična panđa ali kakorkoli. In naprimer, kakor vidite, tu je že malo, tako da temu rekel, malo večji trash, ali pa če je tudi risba je dobra, zanimiva, črna, težka, ampak noter sama zgodba, ki je, pa ima noter naprimer že pač tele spodobe ali vesoljci, ki so seveda čisto normalno okoli tekajo, zavzemajo zemljo, imajo smrtonosne žarke, proti njim se pa seveda bori ta naš Louis Crandall, Jeklena pest.
tudi zelo lepa risba, mislim pač zelo lep primer tega, kako so šli že daleč, že takrat naprimer v začetku, mislim v koncu 60-ih, v začetku 70-ih z neko to fantazijo, kaj vse nas lahko napade, ne, se pravi pač uči v oklepih, zelo lepo. To je pač naslovnica tega vulkana. No, to pa naprimer je pa ena stran iz Vitorepca, ker je jasno, da naprimer se tudi v Sloveniji, ne, v slovenskem jeziku je ta jeklena pest bila objavljena. Jaz naprimer, če se spomnim tega, ko sem bil Froc, mi pač jeklena pest je bil eden izmed stripov, redkih stripov, ko sem jih dobil, da sem jih lahko bral pa zato, ker jih je bilo tudi star foter in pol je bilo okej, tako da ne, mora biti okej. Tako, zdaj smo pa prišli do stvari, ki si reče Ex-Almanach. Ex-Almanach je bila pa neka strip revija, ki je začela izhajati leta 1975 in to je prva številka in na tej prvi številki vidite, da je noter nastopil en Dan Derry in Dan Derry je bil pač nek en tak kapetan prihodnosti in je tudi kasneje tudi bil del tega 2000 AD-ja. Ampak ni bil to glih njihov originalen karakter, tako kot pač nista bila Pavk, pa kot nista bila jeklena pest, ampak so pač odkupili njihove pravice in so jih furali. Niso jih dejansko oni razvili. To je bil v bistvu malo bolj otroški strip, še da temu tako rečem, ampak ta Ex-Almanach je v bistvu prinesel na področje Juge malo drugačen strip. Se pravi, da to niso bili Zagori, da to niso bili Alan Fordi, da to ni bil strip, ki se je objavljal v stripoteki, se pravi pač, da to ni bil, ne vem, Talčni Tom in ne vem, Rip Kirby in take stvari, ampak malo ta bolj pogrošno literaturo. V glavnem zelo veliko znanstvene fantastike, nasilja in seveda pač tudi superheroji so počasi tukaj noter prišli in tudi te superheroji ameriški, se pravi pač, ne vem, da je izhajal noter Daredevil, ki so ga preimenovali v Nebojša, ne vem zakaj, ampak očitno je bilo to boljš. In predvsem je pa to, kar se mi zdi pa najbolj zanimiv, ne, kako so te superheroji v bistvu prišli noter čez zadnja vrata, ne, ker te, naprimer Daredevil pa Batman, vem, da so se pojavili, pa pol se nekaj ni glih obdržal, ker očitno pač ni bilo toliko zanimanja, ampak je bilo pa zanimljeno za Kung Fu, ne, to je bilo noro pač, takrat seveda valjda je bil ful popularen Bruce Lee in te filmi in vsi se pač bili obsedeni s Kung Fujem in je bilo to nekaj najbolj zanimivega in tudi naprimer tale kina tukaj, ker je bil včasih, saj se ga tako spomnim, da tukaj se ful Kung Fu filmov vrtel. In ko si bil mulc in ko si šel gledat Kung Fu film, si pol sam hitro tekel dan, da te pač publika ni prefukala do besedno povedansko, ker so bili vsi pol ninja. In ta Kung Fu je v bistvu prinesel nam Marvelov strip sem na področje, pa seveda treba se zavedati, da to niso bile majhne naklade, ne, to je šlo pač tudi po 100,000, tako da ne vem, mogoče se vam to ne zdi veliko, ampak meni se, naprimer, za neko tako področje, kakor je Jugoslavija, pa za neko tako državo, to vseeno ni bilo malo, sploh pa za eno tako vsebino. Ne. No in so prišli pač te Marvelovi stripi v obliki, se pravi, pač Shang-Chi, ne vem, verjetno ste lahko tudi opazili, da Shang-Chi je še zgleda dosti popularen, se je bili zdaj posneli en visokoprodukcijski film. Tukaj še en drug Shang-Chi, pa ta, kaj je, ne vem, mislim, da tudi nekaj jeklena pest ali žareča pest, tako je kurac. In seveda Beli tiger in tukaj smo tako dobili superheroje. To je dal pa seveda tudi ogromno prostora znanstvene fantastike. In v tem Ex-Almanachu je bilo tudi ogromno znanstvene fantastike. In tukaj imamo en lep, zanimiv primer, ne, science fiction, gor pod science fiction imamo sliko od Punisherja, ki sploh niti slučajno ne vem, zakaj tukaj je, ampak pač očitno se zdaj temu, ko je oblikoval, bolj zanimiv. In v tej številki smo dobili tudi prvič 2000 AD na področje Jugoslavije, se pravi tudi Slovenije. Ne? To pa je se zgodilo leta 1978, ker je v bistvu v začetku leta 1978, ker je manj kot en let, ko je išla prva številka 2000 AD v Angliji, ker je zelo hiter reakcijski čas, da ti nekaj takega, pa toliko ekstremnega, boste tudi izjavili, zakaj se mislite toliko ekstremnega, pripelješ v neko družbo, kjer se zelo skrbi za neke vrednote z mladino in da niso pod slabim vplivom napačnih političnih misli, da temu tako rečem. No, in tukaj smo dobili prvega tega Judge Dredda, seveda Judge Dredd je definitivno najbolj vodilen karakter založbe 2000 AD in v bistvu izhaja skoraj od začetka. Mislim, da je v prvi številki ga ni bilo,
ampak pa mislim, da v drugi ali tretji številki od takrat naprej pa skozi, zdaj se pa naredili že skoraj 3000 teh številk. Ta Judge Dredd sam po sebi mogoče niti ni toliko zanimiv. Ne? Ima pa nekaj, naprimer, take malo bolj grafične dogodke, ki jih, naprimer, pa čez stripu niso bili. Se pravi, da ven iz frameov hodijo, ne? Če vidite, naprimer, tako ta glava, je noter drug frame, se pravi, da je bilo neko tako kadriranje, ki ga mogoče do takrat pri nas nismo bili niti toliko vajeni. Ampak ta čisto prvi Dredd, ki je bil pri nas objavljen, res ni glih ta prav primer, ampak malo se vidite, naprimer, še smer so pač te kvadratki so malo drugačni, ne vem, imamo tukaj razne črte drugačne. Ni ta klasičen kvadrat, ker naprimer treba se zavedati, da naprimer Marvel, zakaj je bil tako zanimiv, ker Marvel je imel ful zanimivo to kadriranje, se pravi, perspektive so bile nenormalno dobre, risari so bili čisto hudi, ta tuš je rato drugačen in je bil pač vizualno zelo zanimiv. Ne? Ta je mogoče še malo bolj bogi, no, ampak bo hmalo ujel vse ostale. Ne? To je pa zdaj drug strip, ki je išel v tej isti številki, ki se mu reče Meso, oziroma Flash, ki je pa res popolnoma bizarna stvar. Kako naprimer že tukaj vidite, zašto so dinosaurusi iztrebljeni, saznačete v stripu. Mislim, to je pač zelo bizarna zgodba. To je pač zgodba taka, ampak v bistvu po drug stran, je to res pač človeštvo je to bolano, da bi se lahko kaj takega izmislilo. V prihodnosti ni več hrane, ne? In seveda ljudje se najdejo pač, ker se ful sodelujejo in skupaj zmorejo, fantastična ideja, da bi oni pa lahko potovali čas nazaj, v čas dinozavrov in bodo takrat meso dobili. Ne? In začnejo z ogromnim lovljenjem mesa. Ampak ta strip je v bistvu zelo brutalen, ne? In se začnejo dogajati zelo krvave stvari in zelo neobičajne za tiste čase. Naprimer, ne vem, danes, naprimer, taki prizori verjetno v stripih, ki se jih prodajajo na kioskih, niso bili tako vsakdanji, ne? Mislim, verjetno bi kakšna cenzura bila, kakorkoli. In tukaj lahko vidimo, ko pač, ne vem, mleti ljudi, ne? Dinozavri žrejo ljudje, lep trash. V glavnem, jaz mislim, da to je bil en tak velik korak takrat za strip v Jugoslaviji nasploh, da smo lahko dobili nekaj tacga, kakor je tole. Od številke 167 tega X-almanaha naprej je, pa seveda, ta strip nikoli ni bil do konca objavljen. Pač bila je ta zgodba in potem pač tega ni bilo več. Vlada normalno, ker verjetno je to v roke prijel tudi kakšen cenzor in rekel, pa šta ljudi ste popizdili, ne? In pač niso še nekaj let tega naprej izdali. Ampak Judge Dredd si je povsem dosegel to, da je naprimer v te številke 167 se začel malo bolj pogosto objavljati v X-almanahu. In tukaj smo dobili tudi malo tega kvalitetnega Dredda, se pravi, z malo več temi stvarmi, s tem svetom, ki je v bistvu toliko zanimiv, pa tako razdelan, ki tudi seveda konec konca, če nekdo to dela pač 45 let, kolikor to oni dela, mora tudi že kaj narediti, pa tudi mora biti kakšen ozadje za to, da lahko tak časa to obstaja. In tukaj naprimer že vidimo to mega mesto v zadnji, tukaj vidimo pač so že ta boljša kadriranja, bolj neobičajni frame, drugač. Ne? Tukaj zdaj bom pokazal na par teh primerkov, ki so se v X-almanahu objavljali, ampak seveda v X-almanahu ni spet ne vem koliko teh Dreddov išlo, mogoče je bilo to 20 zgodb vsega skupaj v, ne vem, 10 letih, ker ni glih ne vem kakšen strašen presežek. Ne? Ampak je bilo tako, da si lahko spoznal tega Dredda, da si ga lahko videl, da je on pač nekaj posebenega, da je on mega policaj, da so tukaj mega kriminalci, mega mesto in da je to nekaj novega, neka res zelo mračen prizor v bistvu neke prihodnosti, ampak konec konca, če tako malo bolj racionalno pogledaš, da je to v bistvu čisto cel družbe tako, kot je danes, na malo bolj ekstremen način vse skupaj prikazan. Seveda tudi taka risba je malo bolj surova, ki pač lahko prikaže te stvari na lepši način. In imamo tukaj pač tudi neke ekstremne kriminalce, ekstremne združenja, pač vse gre v nek ekstrem. Ne? Tukaj imamo pač ljudje radi, ljudje gremo radi v ekstrem. Tako, gremo še malo teči Dredd, seveda roboti, definitivno nepogrešljiv element. Naprimer, tale
se mi zdaj zmeri zanimiv prijatelj od Dreda, Max. Kot vidite, je čisto normalno oblečen in ga tudi imenuje Max Normal, ampak on je pač seveda freak, zato ker je normalen, ne? Ker so vsi ostali nenormalni. Tole tega Dreda bomo počasi preskočili. Ta je še zanimiva mogoče, ker eden teh likov, ki jih prej nisem povedal, je bil tudi King Kong, ki so ga razvili v Angliji, pa se ga seveda pa tudi kasneje objavljali v teh 2000 idejih, ampak to ni bil navaden King Kong, to je bil nek robo King Kong, ki je imel v glavi noter enega norega znanstvenika, ki je v bistvu vse hotel sam destrukcijo. Tudi zelo lep primer, kako to gre. No in pa smo se počasi vrnili nazaj na ta meso, ki ga je Ex-Almanach nehal izdajati takrat v 70-ih in se je pol na koncu vrnil v 80-ih in se ga do konca pač še enkrat začeli objavljati, ampak so dali pač vsaj celotno zgodbo in to, kad so dali še neke strani, ki si pol, naprimer, če gledaš gledati za nazaj, so jih že takrat ven umaknili, ker so bile too much, ne, naprimer. Verjetno to ni bilo glih po volji, kakšnemu cenzorju. So pa seveda tudi te 2000 AD stripi bili tudi v Angliji cenzurirani, niso bili samo po nas, ampak ne vem, tudi v Nemčiji ali kjerkoli drugi so se pač izdajali, zato ker so bile pač neke stvari nesprejemljive pač za to našo dvolično družbo. Ne. Kar se mi zdaj zanimivo, da naprimer tudi oni, da so šli toliko daleč, da so se že v bistvu norcali, da so sami sebe cenzurirali. Ne. Cenzura. Ova scena ni je za ljudska biča, zraven je pa seveda robot narisen, ki lahko to gleda. Se vidimo pač, kako se gleda človek, ki je v žrelu dinozaura, kako se počuti, ne. Zelo lepo. Zanimivo, tako. Pajki napadajo radioaktivni, lepo sanjaš, se zbudiš, ko te pajki napadajo in ti siš v krv. Kar je pa naprimer zanimivo pri temu mesu, ne, da v bistvu pač te dinozauri so čisto popizdali in se ljudem niso dali. Ne glede na, da se ljudje mislijo, da pač s tem svojim nekim tehnološkim presežkom lahko obvladujejo pač te prazgodovinska bitja, pač to ni šlo. In po domač povedano so najebali in so dinozauri razturili. In ko so dinozauri razturili v preteklosti, so ljudje nazaj pobegnili v prihodnost, ne. Ampak, ne, dinozauri so še z njimi, ne. In seveda, ker je pač ta pot iz preteklosti v prihodnost taka, in ko je bil pač v tej mašini noter dinozaur in človek, smo dobili dinozaure s 3 človeškimi glavami. Ne. Zelo lepa stvar. Ne, to je na tem, ker sem bil mulc, sem bil to fantastičen. Tako. Spas iz nočne more. In v glavnem, dinozauri naredijo poštalo tudi v prihodnosti. In v bistvu resturijo prihodnost do konca in ljudje vemo, kako končajo. In naprimer sam konec tega seriala je tudi zelo zanimiv, ki nas pa vrne v neko tako srednjo obdobje, se pravi v to obdobje, kjer mi živimo, kjer imamo pač dinozaure v muzejih in, ne, kako pravi tale gospod profesor, ovaj tiranosaurus nikad ni ubil človeka, ampak to je naš glaven ta tiranozaur, ki se mu reče enooka, ki je bila najbolj grozna in seveda se njena čeljust zapre in ga tudi po smrti ubije. Ne? In kakor prav, čak je posle smrti, jednooko je triumfala grozna. Zelo lepo. No, pač to je bilo, naprimer, en del v Ex-Almanachu, Ex-Almanachu je pa seveda izhajal še ena stvar, ki se mu reče Heroj Harlema. To je bil pa en tak, v bistvu zelo, to je bil po malo čisto skopiran strip, ki je v bistvu nastal po enem filmu, ko vam ga bom pol kasneje malo pokazal. In so naredili nek ta arena šport z nekimi ful tehnološkimi dosežki, v bistvu je bil to, lahko, da bi temu rekel, športni strip, ker včasih so bili tudi športni stripi zelo popularni, ne vem, kakšni te fuzbaleri, smučari, ne vem kaj vse. In seveda mogo pač 2000 ljudi je to korak s časom in so naredili pač šport prihodnosti. Ne? In šport prihodnosti, kakšen drug če biti, kakor krvav, nasilen, pizderija štala, neverjetna, polna nasilja. Ampak ta strip se niti ni neprijavljal v 2000 AD, niti ne tukaj po nas, v bistvu mislim, da so to eno zgodbo izdali in to je bilo to. Tudi mislim, da se ta ni končala. To je bilo pa seveda skopiran iz tegale filma Rollerball iz leta 75, ki ga je naredil
Norman Jewison, zdaj sicer on je nek strašen režiser, da bi rekel, da je on, ne vem, kaj sem rekel, za moje pojme pač to njegov največji dosežek. V tem filmu je igral James Caan glavno vlogo, on je bil ta Jonathan Yee. Ne vem, če ste gledali, če niste, si pogledajte, zelo zanimiv film, veliko nasilja. Pa tudi, naprimer, zelo veliko enih takih zanimivih stvari, tukaj vidimo, kako naprimer James Caan išče resnico o človeštvu in hoče nekaj izvedeti o preteklosti. In preteklosti dejansko ni več, ker knjižnic ni več, ker ljudje več ne berejo in so vse knjige zažgali. In vse njihovo znanje je v računalniku, v tem računalniku, ki vidite tukaj, to je ta računalnik. Ampak, ko pride James Caan poizvedeti, da bi reči, če dolgo nekaj odgovori računalnika enostavno noče delati, noče mu videti. Ni. Torej, tako to je. To je pa druga revija, ki je začela izhajati leta 1982, isto v Srbiji, ki se ji reče Laser. Laser je pa bil v bistvu poln 2000 edija in je tukaj tudi malo več teh stvari bilo objavljenih, tudi malo boljših zgodb, pa tako da se lahko tudi malo bolj spoznal ta svet Judge Dredda. Tukaj so bile že malo kasnejše zgodbe, se pravi, to je leta 82 začeli izhajati, kar pomeni, da je tukaj 2000 že 5 let obstajal in so imeli že tudi boljše risarje, boljše scenariste in so znali tudi boljši produkt narediti na konec koncev. In to je prva zgodba, ki je šla, ki se ji reče Liga proždeljivih. Zdaj, naprimer, zelo bizarna stvar, ker tukaj so pač ljudje, ki imajo prekomerno telesno težo. In tukaj nam uprizorijo te prekomerne težne, debelko ima pa zambesare, debelko s tem vozičkom, mislim, s koleščkom, ki mu trebuh fura, kjer so bili v bistvu na zelo bizaren način prikazani, ampak mogoče pri nas takrat te debeli ljudje, ki zahtevajo še hrane, še več, mogoče niso bili še toliko prisotni, kot naprimer so pač v svetu kapitalizmu že bili in so bili dejansko nek problem. In to se tudi seveda k nam potem sčasoma prišlo tudi do nas, da temu tako rečem. In to so bili, rečemo, te neki malo bolj bizarni nasprotniki, s katerimi moram pač Judge Dredd imeti upravka. Mislim, prvi, pri nas, ne pravim zdaj, da je to zgodba Judge Dredda, ampak ker je res tako bizarna stvar, naprimer, ko na koncu rečeš, sej ne rab on nekih strašnih, ne vem, nasprotnikov iz vesolja, z ne vem kva, pač podivjani da bruhe, ko hoče še hrano. Crna smrt. To pa je, naprimer, začetek ene zgodbe, ki nam pokaže, kaj je izven tega megacityja. Temu megacityju to je pač neko mesto sredi puščave, kjer je pač živi, ne vem, 800 milijonov ljudi in za obzidjem. Vse okoli, kar je pa za obzidjem, ker je izven obzidja na drugi strani, je pa puščava, kjer živijo mutante. Se pravi pač te, ki smo jih prej videli Japonci iz posledice atomskih bomb. In tukaj pač vidimo to naravo, smo lahko videli kvateme in pač, kakor so temu rekli, cursed earth, ali prekleta zemlja, je zelo polna nevarnosti mutantov, ampak seveda pač ti judži imajo tudi nek ta čut za sočloveka in gre včasih vsake tepcate, kadar imajo čas, malo pomagati tudi tem revežem v cursed earth. To je še en del, naprimer, ki je tudi pač takrat bil za naprimer Jugoslavijo, pa sploh Slovenijo dosti zanimiv, ker je pač punk bil neprestano prisoten, vse posod ga je bilo veliko in seveda se pač v stripih pojavil, kar je tudi naprimer zanimiv, da so ga dali v en tak strip, ki ga je pač državna založba, ne mislim državna založba Slovenija, ampak pač državna založba neka uradna jugoslovanska izdajala. Ampak to verjetno zato, ker je punk prikazan v zelo slabi luči. Ampak Judge Dredd obračuna tudi z njimi, vsekakor. Tukaj so še malo teh prizorov iz te Cursed Earth, to je v bistvu tudi prva ena taka, da bi temu lahko rekel, celovečerna saga Judge Dredda, ker na začetku so bili v bistvu te stripi, so imeli po par strani, naprimer 4, 5, 6 strani, zaključena zgodba, kakšne so bile mogoče v večjih 3-4 delih, ampak ta Cursed Earth je bila pa taka, je bil pa res v bistvu že forma strip albuma in mislim, da je imel vse skupaj, mislim, da skoraj 200 strani. Je bil pa to tudi prvi cenzuriran Judge Dredd, zato ker naprimer v tem Cursed Earthu so se zelo strašne stvari dogajale in seveda pač cenzura ni tega dovoljevala in
je na primer prva zbirka, se pravi, da ni išlo v teh tednikih, ampak da je išlo to v strip albumu, mislim, da 25 strani pač ni bilo leta. Vse je polno tisti, ki so se delali, pač tistega ni bilo in so še, mislim, da v zadnjih 5 ali 6 letih nazaj so to originalno sploh izdali, da smo lahko videli, kaj je bilo tisto, kar je bilo to grozno bilo. Ne? Tukaj pa bomo videli, kako ta megacity, se pravi, da to niso, te ljudje tukaj niso sami, se pravi, to je Američani, niso sami, ampak seveda obstaja tudi sovjetski blok. Ne? Tukaj vidimo pač zlikovca njihovega sovjetskega džadža, ni prijazen. Ne? In oni so seveda v sporih, ne marajo se. Vsi pošiljajo te rakete, ki so jih pošiljali tudi seveda v hladni vojni, Judge Dredd, tudi kasneje seveda v nekih zgodbah, tudi nič, eno izmed teh mega ruskih mest naredi genocid. Ampak, ker to pač ni bil bliž dejansko zares politično korekten strip, niso bili pač samo Rusi slabi, ampak so bili tudi doma slabi. Ne. In tukaj imamo primer, kjer vidimo, kako nekdo lahko izkorišča oblast. In chief judge, seveda to obstaja, vrhovni judge, ki ga vidimo prejle dol spodaj, tale gospod, je nor. In on začne to svojo norost, in tudi videl v sledečem broju nastavak, dan, kada je umrl zakon. Ne. To mogoče dosti lahko spominja na marsikatero politično situacijo tudi dan danes, kjer pač pride na oblast nekdo, ki ni ravno uravnovešen in začne zakone izrabljati, pisati na novo in početi grozljive stvari. Ne. Tukaj, to sem vam blizu dodal, pač ta judge naredi svojo novo policijo, ki se reče SS, ki je zelo prijazna in ima vse te elemente, pendrek, dim, pretepanje, pač tako, kot treba z ljudmi, če niso plini. Se pravi, imate pa tu vsem v obzirih, da to je izhajalo v začetku 80-ih let, da vse to so neke stvari, ki se nam mogoče danes zdijo tako dosti normalne, pa se tudi nič takega, ampak so to vse, na primer, stripi, ki so se res dejansko izkoriščali za neka sporočila. Se pravi, to so itak vsi že zdavnega hitro videli, da je pač iz tega bil pač strip pogrošna literatura, ker si lahko ti umestil noter nek skrit sporočil. Zdaj, kako si ga razlagal, če si ga videl ali ga nisi. Naprimer, tukaj imamo Judge Riba, je ratala njegov svetovalec, tako je pač gre oblast. Tukaj še malo tegale judgea prijetnega. Tako, ker pa še zdaj ne vemo v bistvu, kdo je Judge Dredd, odkje je on prišel, zakaj on tak je. Zgodimo počas nam ga začne odkrivati, kdo to je. In tukaj je tegale gospoda, ko ga vidite, to je njegov brat, Rico. In njegov brat Rico je kriminalec. In tukaj izvemo, da v bistvu je Judge Dredd klon, da so to v bistvu kloni, da so to v bistvu bili narejeni, pač, ker je bil to grozen, ker je bil kriminala toliko velik in pač niso mogli policaji več folgati in se jih to kupili, da so jih začeli v bistvu klonirati in delati nove. In je Judge Dredd bil eden izmed teh prvih in najbolj uspešnih in sploh. In imel seveda tega brata klona, Ricota, ki pa ni bil tak, ki je bil pa kriminalec, ki je bil psihopat. In pač je mogel iti v zapor, ampak zapor v Judge Dreddu je na drugem planetu, na planetu Titan, kjer so pač pogoji za življenje malo drugačni kot na Zemlji. In to so posledice tega, ker vidite gor na dihalno masko, da lahko pač preživi tam, da ne ogroža drugih, govoriti pač ne moremo izpodi to aparatek. V glavnem, mogoče nas to tudi dočaka. Seveda pač tukaj v tej zgodbi pač Rico umre, ampak brez skrbi se vrne še mnogokrat. To je pa Judge Dredd. Judge Dredd je eden iz boljših, vsaj za moje pojme, izmed boljših karakterov v Judge Dreddu, ki je pa karakter, v bistvu lik, ki prihaja iz naše pač druge usporedne realnosti. Ampak v tej usporedni realnosti, naprimer, je pač ta Judge Dredd, oziroma kjer se ga ponovali Gerald, ugotovil, da pač
je največji zločin življenje, ne? In da je v bistvu življenje treba uničiti in ne bo več zločina. Ne? In seveda, ker je on pač s temi svojimi pomočniki, so Judge, Death, Fire, Mortis pa Fear, v bistvu 4 jezici apokalipse neke vrste, potolkali vse v svoji dimenziji, so mogli priti pač narediti red tudi na našo dimenzijo. In pridejo, seveda. In tukaj spoznamo tudi veliko pomočnico, ki je dobila pa tudi seveda svoje samostojne zgodbe in stripe, Judge Anderson, ki je ima pa par psihološke sposobnosti in ona lahko pa tudi tega Judge Deada in vse te ostale nekako bladanih vrne nazaj v to svojo dimenzijo. Ne? Tukaj, v tej zgodbi smo pač spoznali, da obstaja poleg Mega Cityja tudi Texas City. In mislim, da Texas City je pač redneck city, v katerem prevladuje Angel Gang. Tole so pa tele 4 gospodje in tudi zelo bizarni liki. Naprimer, to je pač foter in 3 dementni sinovi in najbolj dementni je ta, se pravi, skrajno levi, ki ima, vidite, gor meni tak knofek, in njemu reče Mean Machine. In v bistvu njegov edini smisel obstoja je to, da uničuje. In kakor mu pač naštimajo na knofku, potem se meter tukaj nor. Zelo dober. Priročna stvar. Tukaj s tem se je pa končal pač Judge Dredd v Laser reviji in tudi Laser revija nehala izhajati. Tako. Lepo. V glavnem, v Laser reviji so pa seveda izhajali še tudi drugi 2000 stripi. Mogoče, meni osebno nikoli niso bili več toliko zanimivi, komu drugim so bili. Naprimer pač Robolovec Sled, neke povprečne science fiction zgodbice, take dosti plehke v nekem temu lovcu, ki lovite neke razne pobeznele robote, ki pač počnejo nečednosti. Ne? In pa so bile tudi te neke robopriče, ki jih je delal ta Ro Jeffs, ta lik, ki ga tukaj vidite, ki jih je govoril. To so bile zmeraj take neke bizarne zgodbe nekih lenih ljudi, ne? Naprimer, tukaj vidimo pač 2 zanemarjena človeka, ki se zelo dobro razumeta med sabo in imata čudovit človeški odnos, ampak seveda zato rabita pač robota, nad katerim se bosta izživljala in svoje frustracije izlivala. Tako da imajo nek svoj čar, ampak se pravim, meni mogoče niso to potegnili, ampak to ne pravim zaradi tega, da so slabe. Ne? To so seveda tudi zgodbe, ki so v tem Laserju se objavljale in smo jih lahko brali, so imele pač tudi mogoče malo bolj morbidne in grozljive prizore. To je pa še 3. serial, Future Shocks oziroma Šokovi budućnosti, kakor so jih prevedli. So spet neke take različne zgodbe iz prihodnosti v nekih raznih oblikah, ki niso seveda zdaj povezani samo z roboti, ampak predvsem pač s človeškim načinom življenja in razmišljanja in kaj bi sploh radi ljudje dosegli s to svojo civilizacijo. Seveda pač se to vse konča bolj ali manj slabo. Ne. Se pravim, tukaj še par teh sličic. Tako. No, tukaj pa v bistvu se nekako zaključi zgodba Judge Dredda v Jugoslaviji in se pravi tudi potencialno v Sloveniji, ker pač kot vsi nekako vemo, upam saj, da vemo, je posledila vojna in stripov ni bilo več, v Sloveniji se pa stripi izdajajo, kakor se izdajajo. Ne. Tako da, na tem mestu bom jaz zaključil z Judge Dreddom in 2000 revijom na naših tleh in nadaljeval v bistvu, kaj to sploh je. Malo več tega predstavil. Zdaj, kakor smo začeli s tem Judge Dreddom, bom tudi nadaljeval z njim. Kot videl, v bistvu je Judge Dredd zelo eminenten karakter in seveda kot tak eminenten karakter se seveda zasluži tudi druge eminentne karakterje. In to so bili pač te mashup stripi, v katerih so pač nastopali še drugi znani junaki, kot so na primer Alien, Predator, kakor tukaj vidimo. Tukaj vidimo, kako Judge Dredda Batman napička sune, zakaj? Ne? Zato, ker Batman tudi je malo znanstvenik, polno blada, pa tako, ne? In pa tudi malo nekaj raziskuje in odkrije neko mašino, ki ga v drugo dimenzijo predstavi in ga predstavi v dimenzijo Judge Dredda. Ne? Ampak maščevalci, se pravi Vigilantes,
v svetu Judge Dredd niso dovoljeni, pač zakonom so prepovedani. In kaj drugega sledi, ko pač Judge Dredd najde vigilante, pač aretira ga, ne. Ampak pač Batman mu seveda hoče povedati, da ni, da on je good guy, ampak ne, pač mu ne verjamejo in ga dajo na to neko strašno močilno napravo, ker bo on zihar povedal resnico in pol pač vidi, da govori resnico in potem pač Batman popizdi in Judge Dredda lepo nagoflo sune in kot naprimer tudi vidite, kle so že risbe veliko boljše, pač so še boljši avtorji in so že slovarni in smo prišli že na precej večji komercialni nivo, tole, če se ne motim, mislim, da je celo Simon Bisley risal, ne, ki je pač eden izmed bolj prodajanih in cenjenih današnjih avtorjev. Tole je pa ena stvar, ki je naprimer zelo zanimiva, samo eno osebno, da pač v Judge Dreddu imajo tudi svoj slang, ko imaš to včasih, ko so se začeli te prvi strip albumi, si zmeraj na začetku imel ta slovar, v bistvu izrazen, ker oni imajo pač je to svet prihodnosti in seveda pač ne morejo tako govoriti, kot govorimo mi danes, ne. Ker se mi zdi ena zelo zanimiva scenarističen poseg, da se greš toliko ukvarjati tudi rečemo z samim jezikom, da si pač izmišljaš nove besede, ki pač imajo nek pomen, ne vem, pač poglejmo, ne, Blipper, Tiny Electronic Radio Transmitter used by jazzers to follow perps, ne, mislim, ful potrebuješ to, ampak zelo inovativno in tega ni malo, ne. Kot vidite, je tega kar precej. Tako, to je rečemo v Judge Dreddu, tole so pa zdaj primer še kakšni drugi karakteri iz založbe 2000 AD. Jaz sem bom povedal teh, ki jih jaz poznam, mislim, oziroma to, ker pač sem kdaj kakšnega prebral, jih je ogromno in pač ne bom zdaj govoril o enih, ki jih pač nisem bral, ker se mi zdi absurdno, ne. Tako da, klere so ABC Warriors, oziroma, kako je to spodaj, Atomic Bacterial Chemical Warriors. In to so taka zelo bizarna združčina nekih polrobotov, mutantov, ne vem kaj vseeno, oni so neke vrste te intergalaktik, mislim, neki taki plačenci, ki rešujejo zelo kočljive zadeve, ne. V bistvu akcijski strip, ki nima toliko neke tega podtona, kakor ga ima na primer Judge Dredd, ampak je bolj taka klasična akcija, lepo narisana, oziroma, ja, tako. Ne bom rekel, da je nekakšen presežek, ampak je pa dosti popularen, ljudje ga imajo radi, zdaj, če se pač za take stvari, kakor so, ne vem, pač deviantni roboti in ostali, je to zihar stvar za vas, ne. Tole lahko vidimo pač tudi še en napredek, naprimer, glede to, kako pač tele so čist bolj iz začetka 80-ih, ne, se pravi, tole je konec 80-ih, začetek 90-ih, pa že bolj konec 90-ih, kako sama risba in tudi avtorji, ki delajo te stripe, napredujejo, mislim, jaz to opazim. To je pa seveda Judge Anderson, se pravi, gospodične, ki sem že prej omenil, se pravi, gospodične, ki ima te parapsihološke moči, je zelo veliko, tudi precej popularna. Zdaj jaz ne vem, eni to nekaj mešajo z nekim feminizmom in ne vem kva šovinizmom, jaz pač se to nam spuščal in to prepustil pač strokovnjakom za to. Ampak je pa precej zanimiv lik, se pravi, ona ima te neke parapsihološke sposobnosti in je v bistvu ženska preslikava Dredda, ne. Dredd je pač čist brez čustev, zanj je pač zakon je tak, kakršen je in ni diskutabilno. Pri njej je pa ful več čustev, opcij, se pravi, plus to, da ima te parapsihološke sposobnosti, da lahko nekomu prebere misli in da ga lahko pač vidi, da je nekdo nedolžen, da ni tako črno-belo in je v bistvu neka taka protivtež njemu, ne. Ampak je, vidite, da je tudi ona dosti neizprosna, ne. To, Nemesis the Warlock, v bistvu zelo bizarni strip, ne vem, če ste mogoče, če poznate pač Monty Python Flying Circus, so se zelo radi poleg Nemcev sklicovali tudi na špansko inkvizicijo, ne, in to je tipična posledica tega, mislim, jaz se ne znam drugače razlagati, ker to sta dve
dva španska inkvizitorja, oziroma pač nista španska inkvizitorja, ampak dva inkvizitorja, ki potujeta po času in ustvarjata razne inkvizicije. Zelo bizarni strip, nisem jih prebral veliko, 3-4 zgodbe, vse skupaj obstaja jih več, so tudi zelo dragi, da se jih dobi, ampak če boste imeli kdaj priložnost, in pa če se vam všeč pač španska inkvizicija in bizarnosti katoliške cerkve, je to definitivno vredno cenzure. No, še barvna, tudi lepo. To je pa Rogue Trooper, oziroma vojaški strip, ki mislim, da je pač v teh nekih vojaških stripih, oziroma vojnih stripih, v stripih, kjer se streljajo, kjer je pač ta neka vojna skozi prisotna, dosegel en presežek. To mogoče še pač nisem prej pozabil reči, da v 50-ih, takrat, ko smo te Miškota pa Slavkota gledali, je bilo zelo veliko teh vojaških stripov, pa ne samo pri nas, se pravi, tudi v Angliji so se risali te neki komandosi, ki so napadali, so se z Nemci borili in ne vem kaj. In je bilo tako zelo prisotno to in ta vojna je rabila neko nadgradnjo. In tukaj smo, mislim, da so jo dobili v tem stripu, v tem trooperju, ki je tudi seveda gensko ustvarjen, umeten, ni ta prav človek, ampak v njemu se razvije ful enih čustev in nekih razmišljanj. Tukaj vidimo ene prizore, se pravi, strani iz zgodbe, ki se reče War Machine. Mislim, da ta je tam konc 90-ih, konc 90-ih šla, ki je v bistvu ponovno zagnala tega trooperja in mu dala neko novo moč. No. Pač vidite, da je naprimer pač tudi slikovno zelo lepo narejen, pa seveda tudi scenaristično zanimiv. In tukaj ga tudi vidimo, kako ga razvijajo, tukaj pač je ta utrujen znanstvenik, ne, da bo Girejoš še 3 dni ni spal, res smo utrujeni oči, in naredi napako in ta naš trooper se rodi in dobi čustva. Ne. To je pa strip Slain. Meni osebno, poleg Judge Dredda, najljubši strip iz 2000 AD. Sekunda, prosim, hvala. Hvala, Matej, za vodo, prosim, pa bo pa usta suha, pa ne boš mogel. Slain je pa strip, ki je v bistvu začel kot neke vrste en tak, kot da bi hodilo oni enega Conana, ne? Ampak se je to malo izkazalo, da to v bistvu ni zanimiv, pa da Conan je pač Conan in ne rabimo mi zdaj še enega Conana ali pa Kula ali pa ne vem koga. In so tega Slaina naredili, so ga naredili da temelji pač na njihovi mitologiji, se pravi na keltski mitologiji, in on je sončni kralj, se pravi mož glavne boginje, tukaj v spodnjem levem kotu jo imate, ne. Tukaj, ko Slain kolje, one vzdihujem, ne vem zakaj, ampak ne, so se še tako zamislili. Poleg vsega tega pa tole vidite, ne, tole je naš Slain, ko dobi on to žar po borbi, on zmutira enega tazga, ne vem kva je to, pač neko to mišično maso, ki seka glave z ljubkovalno poimenovano sekiro Brain Peter. No in ko so tega Slaina začeli v to svojo keltsko mitologijo vklapljati, so se začeli tudi avtorji boljšati in so začeli tudi naprimer bolj zanimivi avtorji in tudi lepše zgodbe. To naprimer se pač, mislim, da to je spet Simon Bisley strani in so mu dodajali, pač je to seveda v stripu to zmeri dodana vrednost, da imaš pač risarja, ki je zelo dober, ne. Scenaristično je pa poleg te mitologije se upeljali pa to, da je lahko on tudi po tem, ko je bil sončni kralj, ker se sončni kralj pač je, to bo spet omenil feminizem, ker to pač zelo radi omenjajo tukaj pri teh stvareh, da je pač ta glavna boginja keltska bila feministka, ne, zdaj okej, in da je na 3 ali na 5 let, to se ne spomnim točno, menjala te svoje partnerje, kralje, in seveda tisti, ki je pač mu je čez poteku, je tudi umrl, ne. In pa je prišel nov. Ampak ne je bil ta Slain toliko všeč, ne, pa toliko je bil kul, pa toliko je dobro mutiral, pa toliko je vzdihvala med tem, ko je on klov, da se je odločila, da mu da neko posebno nalogo, da bo on njen ta poslanec, ki lahko po času potuje gor pa dol. In potem ona njega pošilja po času gor pa dol vsakič, ko so Kelti v kakšni nevarnosti,
ga pošlje, ne vem, enkrat so Rimljani, drugič so ne vem kakšni demoni, tako da se ga lahko obdržali, da ni umrl. Ne. Tole vidimo pa, seveda mora imeti pa vsak pravi bojevnik in pravi mačem mora imeti še enega revčka, ki ga skozi tepe, in to je njegov škratek Uko, ne, ki je pa sicer ultra pokvarjen škrat, ki mu gre v glav sam seks, drugs and rock'n'roll dobesedno. Pa zraven piše pač vse te njegove spomine, on nam jih pripoveduje, kako je bilo. Ne. Tako, to so bili karakteri, potem pa smo prišli do 90-ih let, kjer je v bistvu 2000 toliko zrastel, da je bil že prevelik samega zase, da nisem mogel v bistvu več sfolgati in je bilo najbolj, da se ga prodali in ga je kupil Rebellion. In takrat naprej, ko ga je kupil Rebellion, je v bistvu, dostikrat se zgodi, da kakšne take stvari pol niso več toliko zanimive, kakor so bile, ampak tukaj za čudo je bil pa to dober korak naprej in so dobili več denarja, več zagona, karakteri so v bistvu ostali dosti isti, dobili so ful več avtorjev, ful več, večji dosežek, več stvari se delalo, v bistvu zrastel je z 10-krat, kakor je bil prej. Ne? No, in ker je to seveda zrastel, je bilo treba pač leta 1995 posneti film o Judge Dreddu, ki ga je zrežiral Danny Cannon, ki sicer tudi neki ni, ne vem kaj pri tem, je bil že malo bolj tak hollywoodski, naprimer je naredil en let prej ali dve, je naredil ta The Young Americans film, ki igra Harvey Keitel noter v njemu, pa še nekaj, ampak nima veze. V glavnem, Stallone, dobro, vada, to si šel gledati, jaz sem šel to gledati seveda v kino pod resnimi pričakovanji, da se bo ne vem kaj zgodilo, ne. Ampak, da ne bom zdaj takoj nekaj klede govoril, začel s pozitivnimi stvarmi. Ampak ne morem, sem si tako nestimil, res, ne. Mi Judge Dredda nikoli ne vidimo obraz. Po 15 minutah v tem filmu Stallone da dol masko in cel film njega gledamo. Mislim, kaj je to? Grozni. Ne, pač, dobro, to smo preživeli, gremo uživati temu, kar nam film ponuja. In tukaj, naprimer, vidimo tega Mean Machine, Angel Gang, ki smo ga prej gledali, se pravi, to je ta psihopatski redneck, ki ima gor knof za jakost, koliko se mu zmeša. Naprimer, glede na to, kako je bil v stripu narisan in kako je kle v filmu upodobljen, je super. Mislim, sam še ta Stallone bi mogel imeti masko gor in bi bil to the best film, vište. Imamo, kar imamo. Evo ga, naprimer, še eden izmed teh likov, ki smo jih prej videli, se pravi, iz ABC Warriors, v glavnem robot iz ABC Warriors, je tudi naprimer eden izmed likov v tem filmu. V tem filmu so uporabili ogromno stvari iz Dredd univerze, ampak so mogli pač tisti Stallone ksik gledati, jebi ga. Ne, film se naprimer začne tako, kjer Judge Dredd, takrat ima še masko gor, prednja da dol, posreduje v blokovskih vojnah. To je naprimer ena taka zelo zanimiva stvar, Block Wars temu rečejo, kjer so seveda v megacityju so tudi megablocks, ne, kjer živi po par tisoč ljudi in v bistvu je to neke vrste geto. Oni so čisto dislocirani od vseh ostalih, imajo svoje trgovine, imajo, ne vem, svojo občino, imajo svoj urad, imajo svojo zdravstveno enoto, imajo pač vse noter in oni se lahko seveda tudi zaprejo noter, ker oni so tudi skozi pred to nevarnostjo radiacije, sevanje in tudi nikoli ne vejo, kdaj bi v Rusiji kakšno atomsko bombo na njih fuknili in so v bistvu to neke vrste bunkerji. In zato, ker so to neke vrste bunkerji, morajo biti vsi te citizeni, ne, oziroma Američani, morajo biti zmeraj pripravljeni, da bo vojna. In oni imajo pač seveda neke vrste to teritorijalno obrambo, ne? Ampak, ker se to nikoli ne zgodi, ni malo dolg čas rata, pa se začne pa kar med sebe streljati. Vse, dosti logično. Tako da imamo tudi te Block Wars prikazane in prizor megacityja, kako je izgledal v filmu iz leta 1995. Ne? To je Armando Sante, ki je igral Ricota, se pravi brata od Judge Dredda, se pravi spet eden izmed teh dosti zanimivih likov, ki je bil noter v filmu uporabljen. Se pravi, zdaj smo bili že kar par stvari, ki so se čez stripe pojavljali čez stripe in v bistvu so noter bili v filmu uporabljeni, kar je super, ampak sem že povedal. Tako, to je pa film Dredd iz leta 2012, kjer mu igra pa Karl Urban, kjer se pa
je mnogo takih ljudi, kot sem jaz zdajle, ki se pač zaradi zvonga dreda, smo se zgražali, pa zakaj bo tega treba. So pa tokrat rekli, no, bom imel pa on masko gor in da smo bili vsi ful srečni in je to najboljši film v dredu in vsi ga imamo ful radi in ful bi ga še gledali stokrat in koliko je dober. Tako vidimo, zgleda tako v stripu, meni zgleda. Tukaj pa spoznamo seveda pač tudi Judge Anderson. Tle v zgodbi, v filmu je ona Rookie, se pravi pripravnica in je to njena prva naloga. In tudi še sama zares tukaj, kao ne pozna, ima ona te parapsihološke moči in se tukaj začnejo počasi razvijati. Tako da tudi ona je dost identična tistemu liku v stripu, ne? Ker zdaj, ne vem dobro razumeti, ampak strip je tist, zaradi česa greš ti film gledati. Ne greš ti film gledati zaradi Stallona. Ja, ok, dobro, če si na hamburgerjih Američan, pa hočeš biti tako, greš, ampak nismo vsi taki. Ne? To je na primer Mega City iz leta 2012, tudi dosti zanimiv narejen. To je pa glavna zlikovka, se pravi glavna kriminalka imenovana Mama, ki dela pač, s katero se pač borita Judge Anderson pa Judge Dredd v tem filmu. Ona dela neko strašno drogo, ki se reče slow-mo, seveda se to dogaja po vse v mega bloku. To je pa drugi film od Richarda Stanleya, ki se imenuje Hardware. In v bistvu je bil to prvi film, ki je bil narejen po zgodbah 2000 AD, ampak je imel samo en problem. Režiser pa producent se to nista povedala. Ne? In je to bilo tako malo tako in seveda, ker je takrat, ko se je to zgodilo, je bil 2000 AD še ni bil v lasti Rebelliona in jim nič niso mogli. Potem pa, ker je Rebellion kupil, so jih pa te stožili do konca. Ne? In v bistvu dejansko ta film sploh ni slab, ampak nikoli ni prišel do tega nekega razmaha pač zaradi te stvari, ker bi mogli pač narediti, da bi rekel, da je pač naredil to po karakterih in po zgodbi 2000 AD, ker na primer se mi zdi tako zelo bizarno, ker konec koncev Richard Stanley je en izmed teh režiserjev, ki je rečemo v tej neki neodvisni thriller, horror, science fiction sceni dost čislan, da se lahko tajska privoščen, tako je. To je par prizorov iz tega filma. Film govori potem pač, kako je ta puščavski pobiralec smeti iz razrušene civilizacije pač pobira te neke dele in jih nosi v mesto, iz katerih njegova punca sestavlja umetnosti. In tukaj najde pač tega robota in ta robot je pač ta killer robot, ki v bistvu ima samo eno stvar in to je, da pobija folk, ki je okoli njega. Ne? In pol si vredno lahko predstavljate, kako film deluje. Lepo zgleda. Tako, ne, in seveda, ker je Rebellion bil predvsem je firma, ki se ukvarja z videoigricami predtem in s 3D motion trackingom za filme in tako naprej. V bistvu oni imajo tudi nek ogromen studio, kjer predvsem samo to delajo, ne snimajo pač čisto nič drugega. In je bilo treba narediti tudi neko igrico in vajda, kdo bo drugo to prvo igrico kot Judge Dredd versus Judge Dredd. Pa še eden je dobil svojo igrico. Mogoče ni bila toliko uspešna, kot je bila ona, ampak važno, da je bila. Tako, to je to. Zdaj pa, če se vam zdi, da vam kaj nisem povedal, prosim. Pa sem preveč. No, če ne bo noben drug, bi jaz želela postaviti vprašanje Janeza Grma, ki mu je žal, da danes žal ni mogel priti, ampak ga zanima sledeče. Torej, ustanovitelj Pat Mills je v enem dokumentarcu navrgal, da se je pri oblikovanju revije zgledoval pri reviji Metal or No. Zanima me, ali se kaj več ve o vplivih ene revije na drugo oziroma o vplivih avtorjev prve revije na avtorje druge revije. Oziroma, tega ni rekel Mills, pač pa Paul Gravett, svetovno znani stripoljub. Ok, zdaj verjetno ste opazili, da jaz sem zelo malo govoril o avtorjih, pa v teh nekih grafičnih oblikovanjih, prav glih s tem namenom. Zato, ker tukaj je zelo veliko enih stvari in
tako kot je tako zastavila to vprašanje, sam rekel, da je to gledal pač v dokumentarnem filmu. Mislim, da je zelo veliko takih stvari, kjer lahko vsak si najde to odgovor na take vprašanje in v bistvu nimam kaj odgovoriti, ker nisem niti pripravil za to in se pravi, tudi konceptualno namensko sem se tega izognil, ker je tukaj zelo veliko nekih stvari, ki bi lahko zdaj govoril še naslednje 3 dni, kako kdo komu zdaj ga potegnil, pa ni, pa kdaj je nekdo nekoga ukradil, pa ga ni, tako da hvala. Še kakšno vprašanje mogoče? Če ne, bi vas vse prosila, da se zahvalimo z enim velikim aplavzom za tole predavanje. Hvala lepa. Hvala lepa predvsem tebi, Tomaž. Očitno si za veliko strasti obral te stripe, ki pa verjetno še in bojo še izhajali, ne? Mislim, jaz tržnik nisem, ne, ampak poglede na to, kako to raste, pa se pravi, pa tukaj tudi videti, to se naprimer ta slika prikazuje več ali manj vse te njihove karaktere, ker jih ni malo. Dejansko je to pač, 2000 AD je v bistvu dejansko angleški Marvel, mislim, če po domač povedan, mogoče pač nima toliko tega komercialnega naboja noter, vse pa teh superherojstev je pač seveda ogromno pijancev, krvi, nasilja in človeških frustracij, ampak jaz ne vidim razloga, mislim, da se to zelo dobro prodaja, da naslednje leto praznuje 45 let obstoja, mislim, da bo to še trajalo, ne, sploh pa to, ker bomo ljudje takšni, kakršni smo. Ja. Mogoče samo še čisto kratko vprašanje, kako je pa z dostopnostjo teh stripov v Sloveniji? No, zdaj imamo vsaj internet, ne? Ampak kako pa je sicer v Sloveniji, je težko dobiti te stripe? Mislim, strip v Sloveniji je tako težko dobiti. To vsak hoče kaj drugega prebrati, kot je, ne vem, pač, da ni to nek kiosk stripa, ne, ga je zelo težko dobiti. Mislim, ok, seveda imaš izbiro to, ta srbo-hrvaški strip še zmeraj, zaradi tega sem tudi prej govoril prej v Jugoslaviji, ker to je dejansko zapuščenje in zaradi tega pač, naprimer, taka knjigarna, kakor je Streparnica oziroma kakor je rečemo Buh, v Vrblah, lahko to prodajajo, zato ker ljudje poznajo pač neke stvari, ki se izdajajo tam. Pa seveda, če bere stripe, ponovadi znaš tudi srbo-hrvaško oziroma srbska ali hrvaška, kako že temu rečeš. Nekaj teh stripov včasih dobijo tam v tem konzorciju, ampak več ali manj je to, po mojem, bilo to včasih, ko smo naši potovalci, si pač ne vem, v kakšnih striparnicah oziroma to kupil. Drugače pa internet, mislim, jaz nimam denarja, da se to prek interneta naročam. Mislim, ker dejansko, da smo si gledali pogovarjali za te poštnine pa carine, ko ti zaračunajo in carinijo še davek, ko tega narobe obračunajo, mislim, če daš ti za strip, 15 €, na konec ga plačaš 45, dobro, ne rečem, da bi šlo teh 45 € avtorjem, ne, ampak tako dobijo, se pričujem izrazil, pač paraziti denar, v bistvu nekaj si ga zaslužijo, ne, in težko, jaz bom rekel, jaz osebno se v bistvu največ stripov kupim, če kam grem, ne, grem pač v kakšno striparnico, kar seveda v drugih mestih, že v Zagrebu, ne, je to normalno, da imaš ti neke malo bolj založene striparnice, kjer imaš ponudbo iz lastne države, ne, in seveda ponudbo iz drugih držav. Zdaj pa pri nas pa je strip scena, verjetno veste, pač ni glih nekaj razvita. Mislim, jaz ne pravim, da so za to ljudje krivi, ampak pač dejstvo je za to, da težko je, drago je tisk, ki se, ne vem, zadnjič si kupil, kva sem se še kupil nekaj, v glavnem sem gledal pač 300 izvodov, pa tako se rečem, v bistvu to je veliko za Slovenijo, da se ne vem, če jih bojo 300 prodali, mislim, komu bojo prodali, ampak pa če tako pogledaš in kaj to izdaja, mora vse te stroške pokriti, naprimer, če to vzame od nekega tujega avtorja, mora pač plačati pravice, sicer verjetno to je še najmanj, ampak ja, in je težko, no, ne vem, pa pač tudi razne prijatelje, ki jih poznam, ko po tujini živijo, pa ko pridejo sem, je seveda zmeraj spisek, kde prines mi to, pa ti dal denar, pa tako, ne, tako da snađi se, a ne, ker je rekel Tito, ko se mu je vezalka strgala, pa se je pa s čarom čelo zavezal. V glavnem izkoristite svojo enklavo, zdaj, ko prihajajo domov za praznike, ne, tako bi lahko zaključili, če si želite kak nov strip.
Tomaž, še enkrat najlepša hvala. Vas bi pa želela pozvati k temu, da se nam pridružite tudi v prihodnjem letu, ko bomo seveda nadaljevali z razlitimi tintami, raznolike dogodke pripravljamo. Zdaj točnega datuma vam žal za januar še ne moram zaupati, ampak če pa vi meni zaupate svoj elektronski naslov ali nas pofočkate na Facebook profilu Tinta, se pravi Festival stripa Tinta, pa boste lahko o tem seveda redno obveščeni tudi vnaprej. Najlepša hvala za vaš obisk in še enkrat najlepša hvala Tomažu.